Zdaj pa gremo res k eni rock zvezdi, to je Rena Rotar, verjetno jo vsi poznate, to je izjemna ženska, ki združuje in podjetnost, in hrano, in noro energijo. Irena, toliko nazivov imaš, da sem se jih mogel zapisati. Se pravi, poleg nominirake za leta 2014, soustanovitelj gibanja in gonilna sila ekološke civilne iniciative EcoCi, kreatorka dogodkov EcoFace, pobudnica projekta Štafete semen, vodja projektov in kreatorka projekta Spoštujmo slovensko pri trgovcu Tuš, poleg vsega našteta glasnica in res borka v slovenskem kmetijstvu, znana po pozdravu OJ, ki ga vedno poveš, in se pravi borka za okolje, slovensko naravo in ljudi. Jaz ti dam besedo, ali bo sama klikala, ali jaz klikam. Ostijare, bodi mlad pomlajen, bodi močan, Slovenec, Slovenka, kjerkoli si. To je tvoj temelj, tvoja osnova, od tu izhajaš. Se strinjate? Vse. Ja. No, kjerkoli smo, najprej je treba povedati, če smo na pravem mestu in pravem kraju. To je zelo pomembno, se strinjate? No, potem pa glede na to, da imamo 15 minut, potem prosim, da se dobro organiziramo, in bo treba pomagati. Zato, da boste pomagali, da se boste pomagali pri prezentaciji, potem prosim, Matej, vsake pol minute slajd naprej, vi boste pomagali, se poznate med sabo, prosim, da ostanete, pa se predstavite en drugim, ker to je, aktivirati se moramo, Irena? No? Tako ste se, prej, dokler boste, čas je dragocen, ajde, gremo, aktivirajmo se, če hočemo, da bomo sodelovali, se moramo poznati, se strinjate? Se strinjate? Mi je všeč, da se strinjate, se pravi, ste za to, da se aktivirate in pomagate med sabo? Ste? Ste za to, da tako kot v Štafeti semen, kjer smo Janez Jetle, je bil ustanovitveni član gibanja Eko Štafete semen, da pomagate, da se aktivirate, da med seboj izmenjujemo semena znanja, povezovanja in sodelovanja. Se strinjate? No, začeli bomo semeni znanja. Tu imate pletarček, notri so semena, notri je konoplja, tisočerih priložnosti, pa slovenska zastava. Kaj ti? Če se ne bomo mi Slovenije zavedali, Slovenije čez 30 let ne bo več. Kaj ti? Vsak košček slovenske zemlje se prodaja pred našimi tem trenutku. Vsak košček hrane, ki jo vozimo od tujega kmeta, prihaja od drugod, podpiramo tuje gospodarstvo. In mi tukaj gledamo pred našimi očmi v tem trenutku, kako se nam razprodaja država. In jaz sem danes tukaj v imenu Eko-civilne iniciative Slovenije, nekaj članov je med nami, ki dejansko delujemo na tak način, da se aktiviramo. Pred 5 leti smo se ustanovili, zbirali smo se na EcoFestu v Žalcu in je prišla pobuda, smo bili nezadovoljni za stanje, ki je, se je treba pa aktivirati. In prav sedaj, glede na to, delujemo na tak način, da se preko spletov ustanovijo različne interesne skupine, ko je glas dovolj močan in pobuda dovolj močna, jo podamo naprej inštituciji, neomajno vztrajamo, da dosežemo tisto, kar želimo in gradimo delovna mesta od spodaj navzgor. Tako da na tak način tudi napredni mediji so nas podprli pred 5 leti. Hvala Matej, hvala Studio 12. Bili ste eni prvih, ki ste videli potencial v tem in kar ljudstvo ne ve, se nič ne zgodi. Se pravi, vsem somišljenikom, ki jih nekako predstavljam, je skupen cilj, samooskrba, aktivacija, skrb za zdravje, sonaravna pridelava hrane. Gremo naprej. Če hočemo vedeti, ali bomo imeli Slovenijo naprej, se moramo vprašati, kaj je država. A je država ozemlje, na katerim so resursi, a je država državljani, ali imamo tisto, kar imamo, znamo izkoristiti. Se vi strinjate, da imamo zemlje čedalje manj, da je večina zemlje v rokah, nekaj še je, kdorkoli jo še ima, jo imajo največ kmetje. Se strinjate? Tako. Kmetje nam varujejo državo. Druga zadeva, kje še imamo zemljo? Imajo Vatikan, cerkev imajo nekaj, nekaj imajo tuje multinacionalke in tako počasi naša država izginja. V Eko-civilni iniciativi so različni profili ljudi, zato bo današnji ta kratek pregled iz širšega vidika, družbenega vidika, kje smo in kje so rešitve za naprej.
Se pravi, ne znamo si ohraniti tisto, kar imamo. Mi se trudimo na vse načine, delujemo na ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Kdo ohranja slovenski jezik? Tu je podjetje, kjer moraš govoriti po slovensko ali po angleško. Ali bi, vsi dajemo za vzor Avstrijce, kako so dobro nacionalno zavesti, vsi smo pa ponosni na našo slovensko popevko, ki smo jo poslali na Evrovizijo v angleškem jeziku. Brak je v malih stvareh, to vam povem. In to se naši somišljeniki strinjajo. Znamo izkoristiti potencial Golice, našega priznanega glasbenika, ki je bil največkrat zaigrana pesem na svetu. Ali smo ponosni na to? Ne. Kaj se dogaja na naših radijskih postajah? Tuja glasba se vrti in počasi prodira v naša mesta. Ampak zakaj? Zato, ker mi nismo zaveščeni. Zato, ker hodimo z zaprtimi očmi okrog. Zaradi tega, ker ne zahtevamo to. Država in oblast naredi to, kar zahteva ljudstvo. Dober primer je konoplja. Če pred 5 leti ne bi začeli s konopljo, danes ne bi bili tu, kjer smo. In se to da narediti naprej. Gremo naprej. Se pravi, ves potencial, karkoli ga imamo, je v ljudeh. Gremo naprej. Se strinjate? Vremenske spremembe, gospodarska situacija, si jo nočemo zavedati. Nočemo se zavedati že na področju kmetijstva. Kmetje so tisti, ki smo rekli, so braniki naše zemlje. Prodajajo mleko v tuje države, subvencije dobivajo od Slovenije, mlečne izdelke kupujejo v tujih verigah prehranskih in se jezijo, zakaj njegovi otroci in sam ne more prodati izdelkov in zakaj njegovi otroci nimajo službe. To je vprašanje. Samo še moment. Nočemo si priznati, da je bilo včasih ne bo modro. Področje geoinženiringa, veliko vprašanje današnjega časa. Mi na letošnjem sejmu Altermet smo imeli predstavnika Ministrstva za prehrano, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, celotno ekipo, ki se zelo trudi, da bi zadeve z nami zelo dobro sodelujemo, moram zelo pohvaliti celotno ekipo. Pobude, ki jih dajemo vsako leto, tudi spravljajo za zakonodajo. Zraven smo imeli tudi še predstavnico Tanje Cegner iz Arsota, iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje, res močno ekipo. Mi zahtevamo in smo dali pobudo, da se resno začnemo pogovarjati o geoinženiringu že tudi pri nas. Chemtraili so ali niso? Naj se ugotovijo pozitivni in negativni učinki geoinženiringa, kaj to pomeni na globalni svet, na naše gospodarstvo, na rastlinstvo, okolje, kaj je dobro, kaj je slabo. Pomembne so pa pravilne informacije. In tako naprej. Gremo, se pravi, kje poti do cilja in kakšno hrano jemo, je veliko poti. Ali bomo ljudje in čebele preživeli. Čebele so tisti glasnik, ki nekako vedo, in od njih je odvisna kar 30% pridelave hrane. In če bodo čebele preživele, bomo tudi mi. In ko se bo kmet zavedal, kaj dela za svojim početjem, bo mogoče drugo stanje. Matej, gremo naprej. Kmet, poglejte, tisti, ki niste iz podeželja, včasih vidimo velike traktorje, velike kmete, vsi so ponosni, ne? Ampak kaj se dogaja? Poglejte, včasih je bil kmet gospod. Vse stiske, ki so bile včasih, je bila obvezna oddaja, kmet se je zmerom preživel. Kaj se pa sedaj dogaja? V duhu kapitala, v duhu globalizacije, v duhu nafte se dejansko dogaja to, da kmetje kmetujejo na nafto, večji traktor, ko imaš večji džeksi, ljudje so z marketingom in globalizacijo dejansko pripeljali do tega, da brez fitofarmacevtskih sredstev nič ne zraste, več ko je monokulture, več je lakote na svetu. In to je tisto, kar šteje. In včasih so živali ljudem pomagale, sedaj je človek, kmet, hlapec od živali, je hlapec od kapitala. Na način, pogledamo kar primer, ne? Se pravi, zdaj maja so kmetje že poželi, pokosili prve bale sena, zato so porabili posebej traktor, posebej mehanizacijo, da so ovili posebej plastiko. No in potem, ko so to naredili, so to gnojevko
v katerih je 1 milijon star bil, recimo, hlev je moral biti najprej 1 milijon stati, a ne, da so lahko to naredili, potem pošpricajo za gnojavko, potem bo zrastla trava in tisto travo brez cvetja bojo spet pokosili in čez 3 leta zakisali vso zemljo, z gnojnico, podtalnico uničili in čez 3 leta ponovno posejali travo, ker ne bo zrastlo nič. In ta proces globalizacije je tisti, ki podražuje hrano. In dokler bojo subvencije in dejansko se kmet ne preživi več subvencij. Zaradi kaj? Zaradi prevelikih hodnih stroškov. Ko se bo pa kmet odločil, da bo dal kravice na pašo in imel toliko kravic, kolikor je resursov za to, potem bo pa druga zgodba. Gremo naprej. Poglejte, podnebne razmere so dejansko realnost in tega se moramo zavedati. Nič nas ne sme presenetiti, smo imeli včasih zelo dobro zgodbo, ljudje so vedeli, zakaj se gre, ali so razmere podnebne umetno povzročene, ali so dejanske, ni pomembno. Pomembno je, da vemo, kako delovati. Mi imamo zelo dobro razvite gasilska društva in vsi vemo, da gasilci nam bodo pomagali. Ko razmišljamo o tem, kaj je pot v prihodnost, apeliram na vse vas, ki lahko razmišljate o tej smeri, da razmišljate o tem, da tudi v bodoče nekako v zimskem času, ko bomo spodbudili čedalje več hrane, da se ponuja v gasilskih domovih. Mi imamo 2250 društev, mislim pa, da je nekaj čez 500 gasilskih domov in tudi vsak meščan bo vedel, če pride en teden brez elektrike, da v gasilskih domovih je tisto, kjer ti bojo pomagali. Tam imamo WC, imamo pod streho, so lahko ti pridelovalci in začnimo razmišljati o tem. Jaz že mislim o tem, imam že 3 somišljenike, tudi Janez se strinja s tem, ne, pa tudi Vaso, mislim, da jih imam enih 5 že, tako da, če bomo več razmišljali, bomo čez 3 leta to dosegli, tako kot smo štafeti semen marsikaj. Gremo naprej. Ali bo hrane dovolj? Ja, za oddajo preverjanja, kjer so dejansko nas povpraševali proti gensko spremenjenim organizmom in pripadnikom za gensko spremenjene organizme, v katerem področju bi mi nevladniki bili za to, da se gensko spremenjene organizmi uvedejo. Povedala sem mnenje naših somišljenikov, da takrat, ko bojo pripadniki za gensko spremenjene organizme zagotovili, da onih 7 milijard ljudi ne bo več lačnih. To pa z gensko spremenjenim organizmi nikakor ne bo, nikakor pa tudi ta semena pa ti plodovi niso samo obnovitve, nimajo reprodukcijskih sposobnosti, tako da mi si prizadevamo za rastline, ki lahko dajo čim več hrane in to industrijska konoplja nedvomno je. Želimo si več aktivnega pristopa posameznikov, sodelovanje z inštitucijami, 50% hrane v javnih naročanjih in vse to so bile pobude, ki smo jih dali tudi iz štafete semen letošnje. Matej, gremo naprej, ne čvekati. Se pravi, gremo za to, da se prizadevamo za aktivni pristop z dejanji. Štafeta semen, naš Janez je že pred 5 leti smo naredili prvi seznam semen. Do tega sem prišla, ker sem v svojem poklicnem življenju se trudila spraviti v življenje kmete in jih navdušiti, da naj pridelajo več. Ni mi uspelo, ampak od spodaj navzgor mi je pa veliko več. Se pravi, po pouku, po službi, navdihujem kmete, imam somišljenike, nekaj jih je tukaj, vsaka vam čas, somišljeniki za štafeto semen so spodbudili veliko zadevo v Sloveniji, vrtičkarstvo, vsi, vsako napredni mediji so poskrbeli, da vsako Sloveniji, ki želi, ve, kako priti do informacij, kaj je avtohtono seme, kaj je domače, kaj je hibridno in v tej duhu sodelujemo naprej. Štafeto semen smo ponesli predsedniku države v parlament, na vsa srečanja, kjerkoli se da. Štafeta semen deluje na tak način, da 11 zrn semen poseješ, 11 izmenjaš in 11 posadiš. A ste dali naprej semena? So že prišla okrog? Ste si vzeli seme? Kje potuje? Aha, kar dajte. Bo treba, da ne bo prej govora konc. Gremo naprej. Je treba delati. Se pravi, sem pa zelo ponosna na naše ministrstvo, da so dali pobudo za svetovni dan čebel. Poglejte,
Poti do cilja je lahko veliko več. Ne? Se pravi, ministrstvo je dalo pobudo za svetovni dan čebel, ki naj bi bilo 20. maja. Tudi v Evropi so to že zlobirali, mislim, da že kar 8 držav, ne? Štefi, ki podpirajo to zadevo, ampak najprej moramo mi podpreti. Se pravi, vidik tega je, če bomo mi podprli čebele, če bojo čebele živele, ne bo geoinženiringa, ne bo pesticidov, bo vso naravno pridelana hrana, ker drugače to ne bo šlo in res podpiram to pobudo. Gremo naprej. Mi si prizadevamo z aktivnim pristopom. To je slika iz letošnjega sejma Altermed, kjer so bili vsi tisti, ki sem jih že pred navedla, vključno z ministrom, magistrom Dejanom Židanom in skupaj iščemo pozitivne rešitve. Moramo se pa seveda zavedati realnega stanja. Tako da si prizadevamo za aktivno vlogo nevladnih organizacij, sodelujemo z ministrstvom za kmetijstvo, enako za okolje. Se sestanka nevladnikov smo dali pobude, ki jih lahko vidite na spletni strani Ekoci in se zavedamo, da včasih je potekala vojna po gozdovih. Sedaj je potreben intelektualen, aktivni pristop razumnih ljudi. In k sreči je ta mladi rod, okrog 30-40 let, vaša generacija, tisto, kar bo ali ne bo ohranilo Slovenijo za prihodnje rodove. Mi smo, sedaj vam bom povedala, kako delujemo mi. Mi smo pred 4 leti, se mogoče daš malo še naprej, pa še mogoče malo naprej, dejansko pričeli do konoplje, prosim, če greš tam, ko smo tako. Pred 4 leti, eno nazaj, smo začeli tudi v okviru Ekofesta z iskanjem poti. Smo prisluhnili Dejanu Rangeju, ki je pred 15 let že skrbi za industrijsko konopljo. Dejansko je pomagal, je ohranjal je, večji del jih je on sejal, policaji pa želi. No, bil je tudi ovaden in tako naprej, ampak je kljub temu vztrajal in smo ga podprli. Mi smo dejansko organizirali izobraževanje okrog industrijske konoplje, tam je bila, ste videli slikco iz prve žetve industrijske konoplje in šli smo, tale gospod tukaj je, ta v rjavih hlačah je gospod Mirko Hudelj, ki ima v Koroški Slovenski, ima v Avstriji pridelovalni obrat konoplje in dejansko ta nam je pomagal, da smo v Savinjski dolini, v Kapli vasi je že prva konopljarna, predelava slame, posejanih je že 500 hektarov konoplje, sedaj kupuje gospod tudi kombajn za žet konopljo, tu imamo pa Maruša, če ostaneš. Maruša je pa ta oseba, ki bo tudi letos na sejmu Agra predstavila tekstilne izdelke iz konoplje, ki jih v sklopu šole za dizajn in oblikovanje tekstila delajo v Ljubljani. Tako da res en velik aplavz za mladi rod, ki bo prisluhnil. Gremo naprej. Tako smo mi ta teden v torek vsa ta semena, ki jih imajo 3 pridelovalci, Maja Klemen Cokan, Majda Rus pa Dejan Rangel, predali ministru skupaj za štafeto semen in dejansko si želimo, da res tako kot industrijska konoplja je za hrano, za tekstilno industrijo je priložnost za več tisoč delovnih mest v Sloveniji. Slovenska delovna mesta, mi imamo tudi Facebook stran. Moramo se zavedati, da smo trenutno prodali 60% vode, ne? Da se borimo proti trgovinskemu sporazumu z Ameriko, ampak to nič kaj ne pomeni, ne? Ker se nam je slaba banka prodala že veliko podjetij, ki so v ameriški lasti in tega se bi mogli zavedati. Ne? Tako da so tiste demonstracije včasih brez veze, ampak moramo delati na drugačen način. Gospodarska škoda, ki jo delajo z temi razmeri in da če ne bomo imeli slovenske industrije, slovenskih podjetij, ne bomo imeli ne javnega šolstva, ne zdravstva, ne penzij. Kaj imamo? Imamo prepadajoče tovarne, tekstilna tovarna, Maribor ima še takele stroje. Mi prosimo za zaustavitev postopka stečaja. Tam ne imamo Klasje, ki je v stečaju, drug teden se začne stečajni postopek, kmetje, kam bojo prodali žito, kaj bomo naredili, je vprašanje za nas. Kaj imamo? Res
imamo še resurse, kako dolgo jih bomo imeli. In tako kot sem rekla, aktivno državljanstvo je tisto, kar šteje. Ekonomisti, razumniki, mladi rod, vsi tisti, ki znate, zmorete, zbudite se, aktivirajte se, navdušite sebe, navdušite druge, povežite dva bo to povezala 4 in to je tisto, kar šteje. Dolgoročno je sonaravno pridelava hrane pomembna, gre za druge rastline, to tudi prikazujemo na sonaravnih vrtovih, delamo v vrtcih, šolah, obiramo konoplje, ljudi navdušujemo, hrana raste tako kot v balkonih, tako kot na vrtovih. In kaj lahko storimo mi? Sadimo sadna drevesa, bodimo skupaj, bodimo samooskrbni, povežimo se, predlagajmo ukrepe vladi, vztrajamo tako dolgo, da bomo dosegli tisto, kar želimo, tako dolgo, da bomo dosegli, da bomo zopet stali na vrhu, svobodni, da bomo gospodar na svojem ozemlju, da bomo ohranili Slovenijo za prihodnje rodove. Tako da dejansko, če se s tem strinjate, lahko zaključimo, če boste pomagali. Boste? Se strinjate s tem, kar sem povedala? No, potem pa ostanite. Pač dejansko moramo vedeti, da če hočemo uspeti, smo odvisni od svojega razuma, od svojega srca, od svojih rok, od svojih nog, od medsebojnega sodelovanja in od vsega, kar nas obdaja. Se strinjate s tem? No, potem bomo pa začeli. Se pravi, odvisni smo od svojega razuma, od svojega srca. Damo levo roko na srce, od svojih rok, od svojih nog, od medsebojnega sodelovanja. Sedaj se pa obrnete k prvemu sosedu, mu podate roko in ga pogledate v oči in mu poveste pogumno in vztrajno naprej v sodelovanju s teboj. Pogumno in vztrajno naprej v sodelovanju s teboj. Lahko ga objamete in mu povete ime, če ste si ga zapomnili odprej. Irena Rotar, hvala lepa.